Od izbruha vojne proti Iranu je bil 1. marca na britansko bazo na Cipru izstreljen dron. Najbrž so ga izstrelili Hezbolahovi borci, iranski zavezniki. Zanimivo je opazovati reakcije nekaterih držav. Evropska unija namreč ni vojaška zveza kot NATO. Člen 44(7) pogodbe o Evropski uniji določa, da države članice nudijo pomoč z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Ta člen je bil od podpisa leta 1992 uporabljen le enkrat, strani Francije po napadih Islamske države leta 2015. Crosetto je tudi danes omenil sporazum. Italija je tja poslala nekaj pomorskih enot, med njimi fregato Federico Martinengo. Španija je poslala fregato Cristobal Colon, Francija pa letalonosilko Charles de Gaulle in fregato. Prvi so ukrepali Grki, ki so poslali 2 fregati in lovce F-16 blizu Cipra. Grčija ima tesne vezi z otokom. Cipr ni članica NATO in je razdeljen na 2 dela, enega pod grškim vplivom in drugega pod turškim. Grški poseg je bil pričakovan, medtem ko francoski, španski in italijanski poseg nakazujejo še nekaj več. Poseg sledi članstvu Evropska unija in ne v NATO, ter je del postopne preobrazbe unije v organizacijo, usmerjeno tudi v obrambo, ne le gospodarstvo. Izid procesa morda ne bo spodbudil evropskih držav k integraciji oboroženih sil, Ker pobuda ni vključila Evropske unije, temveč je ostale v okviru običajnega odločanja nacionalnih držav. Kljub temu dogodek vsaj spodbuja večje usklajevanje, ki poteka zunaj okvira NATO, pri čemer sledi utemeljitvi evropske pripadnosti. Tudi vojna z Iranom je kriza, ki preizkuša Evropska unija in ustvarja možnosti za večjo integracijo, podobno kot pri podpori Ukrajini, kjer so Združene države Amerike vse manj prisotne. Kakšne posledice bodo imeli ti dogodki? Kaj menite o tem? Več informacij najdete v komentarjih ali v opisu.